2015, 2020. Tako nekako izgledala pred časom vstopna vrata v posamezno ambulanto, kako je prišel ponovadi pacient na vrata, se pravi vsak svojo kartico, kdo bo prej in naprej, to mislim, da vsi poznate, kako se je zadeva odvijala. Kaj je bil ključni cilj, ki smo ga želeli doseči, je, kako bi ustanova oziroma kako bi bolnišnica postala še prijaznejša do samega pacienta in sicer, da to izkušnjo, ko pride na obisk k nam, izboljšamo, da preprečimo preskakovanje vrst in vse s tem povezane dejavnosti. Da bi to naredili, smo morali, kot je pred mano povedal direktor Lista Radio Mladin, najprej popisati vse ključne procese, ki se izvajajo v sklopu procesa naročanja in pa nadaljne obravnave pacienta. To je za sabo potegnilo kar nekaj aktivnosti, ki so pripeljali do ključnih ugotovitev in potem posledično sprememb in ukrepov, ki smo jih v sklopu tega izvedli. In sicer najprej smo paciente naročali direktno v ambulantah, nato smo z centralnim naročanjem to zadevo umaknili iz ambulant. Z vzpostavitvijo kontaktnega centra smo vzpostavili še dodatne kanale, preko katerih lahko pacienti izvedejo naročilo. Sicer to lahko izvedejo preko telefona, preko elektronske pošte. Tako naprej. Spravi, druga zadeva, ki smo zaznali, je ta, da so pacienti prihajali na obravnave skozi celoten dan. Šli so ob 7 zjutraj ali pa še prej in čeprav so imeli obravnavo navedeno za 12 ur ali kasneje, so na to čakali tudi več ur. Z uvedbo vrstomatov smo to v celoti izkoreninili, sicer pacienti danes pridejo na obravnavo k nam 15 minut ali ne več pol ure pred samo obravnavo. Nakratko, kako izgledajo poti vnosa posameznih parametrov v informacijski sistem. Sicer pacient lahko najprej izvede naročilo osebno, tako da se oglasi pri nas. Drugič, kot sem povedal, lahko po telefonu s pomočjo kontaktnega centra in z osebjem, ki je tam prisotno 4 ure dnevno, po elektronski pošti, po navadni pošti in prav tako po sistemu e-naročanja, spravi preko spleta. Primer, kako danes gledajo naši čakalni seznami, je sicer čakalni sezname lahko grupiramo, lahko jih filtriramo po raznih parametrih, od datuma opisa do stopnje nujnosti in tako naprej. To so vse informacije, ki jih je treba ob naročanju vnesti in služijo za nadaljnjo obravnavo kateregakoli pacienta in za katerokoli aktivnost. Se pravi, kako smo prišli po korakih tih čakalne vrste do samega naročila, tako da se najprej iz čakalne vrste po zaporednem vrstnem redu dodeljuje termin, glede na kriterije, ki sem jih prej opisal. Pacientu je dodeljen termin, obveščen je najprej z pisnim vabilom, ter potem še avtomatično z SMS obveščanjem, in sicer 14 dni pred samim obiskom in 3 dni pred samim obiskom, torej dvostopenjsko SMS obveščanje. Primer čakalne knjige, kako izgleda pogled samih pacientov v
v urnik ambulante. Torej vsak pacient vidite, da ima točno določen termin in uro in predviden čas trajanja same obravnave. Se pravi, to vse skupaj ne bi bilo mogoče, koliko ne bi zagotovili doslednjega pravilnega vpisovanja, se pravi, da skrbimo za točen in pravilni vpis v čakalni seznam, da sproti, tako kot prihajajo naročanja, tako tudi čistimo čakalne sezname in urejamo šifrante. Podlaga za nadaljne aktivnosti so urniki, torej da urnike sprotno urejamo in prilagajamo glede na obremenitev, ki jo zaznamo v centru naročanja. In to so vsi koraki, ki so bili potrebni, zato da smo lahko uspešno zagotovili registracijo in pa proces izvedbe samega naročila. Ko sem že povedal predhodno, smo v podjetju, oziroma sploh še bili stizali zaznali prehod na novo platformo, in sicer temu pravimo digitalna transformacija, ki bo potekala v več fazah, in sicer najprej nekaj za arhiv, ko smo včasih bili navajeni delati, danes v Splošni bolnišnici Izola ne poznamo več kartona v fizični obliki, tako zvani elektronski zapis pacienta je v elektronski obliki in ni več nobene potrebe po iskanju po arhivih kateregakoli zapisa in enako zgodba se je ponovila pri čakanju pred ambulantami in ne zaznavamo več gužve pred samo ambulanto, tako da se je ta obisk se razporedil čez celoten dan, čez celotno trajanje izvajanja posameznih aktivnosti. Tako je, sama informatizacija je poskrbela za to, da smo lahko učinkovito vpeljali procese, kot je e-recept, vpeljali smo e-napotnico in tako, kot sem prej povedal, vrstomat in pa kontaktni center sta samo orodje, da lahko oba ta procesa uspešno izvedemo. Kam želimo do leta 2020? In sicer tukaj smo si postavili nekaj zelo optimističnih ciljev, kam želi Splošna bolnišnica priti s pomočjo prenove informacijskega sistema. In sicer prvi in glavni cilj, ki smo si ga zadali, je bilo to, da bomo lažje planirali in učinkovito izrabili vse naše kadrovske vire. To pomeni, da bomo v vsakem trenutku imeli pogled nad tem, v katerem trenutku faze procesa se posamezen pacient nahaja. Vso osebje bo seznanjeno s tem, v katerem delu procesa se pacient nahaja in tudi pripravljeno na nadaljnje korake. Optimizacija storitev za pacienta, to pomeni, da bomo pacienta postavili v središče, ga obveščali še bolj kot danes, še bolj sprotno, bolj ažurno, nudili vse možne informacije z vseh informacijskih kanalov, se pravi od socialnih omrežij do aplikacij, ki bojo specializirane za pacienta in bojo nudile vse povratne informacije na enem mestu. In tretja zadeva to, ne bo možno brez enovite platforme, enovita platforma, ki bo združevala vse storitve na enem mestu. To pomeni, da bomo lahko z enega mesta pogledali vso slikovno diagnostiko za pacienta, pregledali vse dokumente, ki so bili kadarkoli izvedeni za pacienta, za
skratka vso zgodovino pacienta na enem mestu in to z enim klikom, brez kakšnekoli dodajanje informacij in prenašanje v druge sisteme. Hvala lepa. In na zadnje bi lepo prosila, če samo še toliko pritežljivosti, no, da se spremljamo in pride besede še gospa zagovornica oziroma zastopnica pacientov Potrovic. Torej, najprej prijazen pozdrav vsem skupaj. Najprej še enkrat vse skupaj prijazen pozdrav. Jaz sem pač ena od 13 zastopnikov pacientovih pravic in imam sedež v Ljubljani, pokriva po vso Slovenijo. Jaz bi rekla, mislim, če potreba, ker ni regionalnih prijav. Jaz bi rekla, da smo vsi zastopniki nekako mnenja oziroma smo, da je tako zakon in pravilnik potrebovala določene spremembe in v bistvu to, da se je to zgodilo, jaz to pozdravljamo. Menimo nekaj. Ta pravilnik, spremenjen pravilnik, je dejansko upošteval tudi tiste najbolj pogoste razloge za pritožbe pacientov, glede kršitve pacientovih pravic. In zato je prav, da ga pri svojem delu upoštevamo tako izvajalci kot tudi pacienti. Ne smemo namreč pozabiti, da so te spremembe, ki jih prinaša pravilnik, odpravljajo razloge, obenem pa zavezujejo tudi paciente, da bolj spoštujejo svoje dolžnosti. Jaz težko govorim, kaj zdaj bo, ker pravilnik bo stopil v praksi šele 21. januarja in mogoče bi čez 3-4 mesece bil čas, da bi videli, kakšne bodo pritožbe pacientov in kako se bo pravilnik pokazal v praksi. Mi smo slišali zelo pravzaprav idealen primer, kako se delo da organizirati in to je nekaj, da se delo da organizirati, če se hoče. Kakšne bo in kako to bo v praksi, pa bo pokazal čas. Jaz res upam, da bomo uspeli na dva načina. To, da bodo pacienti morajo biti zelo dobro obveščeni o spremembah, ki prinaša ta pravilnik, ker če ne bo prinesel težave pri njihovem kontaktu z zdravstvenimi ustanovami in kot zaključek, da te spremembe, ki bodo prišle, moramo spoštovati tako pacienti, kot tudi izvajalci zdravstvenih storitev. Hvala. Hvala lepa. No, toliko smo si vzeli malo več časa, zato da smo podrobno predstavili pravilnik in nekatere podatke iz novele Zakona o pacientovih pravicah. Prosim pa za vaše vprašanje. Mene zanima, kakšna je ocena, koliko naj bi to skrajšal čakalne vrste v praksi. Je to 10%, 30%, je kakšna okvirna ocena, koliko bolj naj bi bilo recimo čez 3-4 mesece ali pa konec že ne. Zdaj enotne... Samo majčka, sem malo za mikrofon. Zdaj enotne ocene za vse čakalne sezname sigurno nimamo več 10%. Bodo pa seveda velike razlike v različnih čakalnih seznamih. Kot sem že prej povedala, recimo operativna dejavnost, na primer ortopedija, ki je v bistvu to so zahtevne operativne posegi, pacienti morajo biti pripravljeni na te posege. In ki smo mi delali analizo, smo ugotovili, da v bistvu čaka na teh seznamih, oziroma konkretno, če to povem, to nam je ortopedska bolnišnica Valdoltra poslala, da na njihovih seznamih čaka, mislim, da
nekega velikega efekta iz tega naslova ne bo. Zato se posmerjamo v to neupravičeno napotovanje, ker tukaj bi pa lahko z edukacijo, ker tukaj pa dejansko rabimo pomoč stroke, tukaj v bistvu regulator tak lahko pač ugotavlja, lahko bi ne vem, šli v neko kaznovanje, pavšalno, kar seveda ni prav, to je v bistvu delo za vsebince, ker to je pa dejansko treba doreči, kateri so pravi kriteriji, seznam seveda vse napotovalce in potem jih seznam in potem spremljati to, ali so napoteni pacienti v skladu z kriteriji ali ne. Potem seveda ustrezno reagirati. Tako da to je pa neka dolgoročna zgodba, ne? Tukaj pa ne moramo zdaj kar takoj pričakovati. No? Tako da nekaj se bo sigurno poznali, ne bo se pa poznali zelo. Mislim, ne, če bi lahko globalno. Če še dodam, med izvajalci smo eno anketo naredili lani avgusta, na podatkih lani avgusta, in pač med čakajočimi na dopustno dobo je bilo ocena cirka 44%. Se pravi, smo vzeli tako preglede storitev, 44% čaka iz razlogov, na kjer v bistvu ne moremo vplivati, ali čakajo na zdravnika, ali bi naše medicinske indikacije. To je bilo narejeno za anketo, zato pač bomo te podatke tudi v avgustu povedali bolj natančno. Ani Gorencesa, torej izvajalci bojo mogli imeti z 21. januarjem, torej v nedeljo, prečiščene čakalne sezname? Načeloma ja, oziroma ja. Kaj, če jih ne bojo imeli? Imamo zelo izobraževanje za njih, kjer jih bomo seveda dodatno vrščevali. Dejstvo je, da novela velja od oktobra. Dejstvo je, da so določene podrobnosti dorečene tudi v pravilniku, tako da bomo sedaj najprej pač jih izobrazili, jih seznanili, potem bomo pa seveda pričeli delati nadzore na dorejenih njihovih čakalnih seznamov, ki pa bodo seveda najprej edukativne narave. In kje bojo bolniki lahko to videli? Recimo, če bojo v ponedeljek bolnik šel pogledati, kakšni so čakalni seznami, a to bojo videli na spletni strani NSZ-ja ali bojo to videli prečiščene čakalne sezname na spletni strani izvajalca? Tako, na ezdravnik.si bi se ti efekti morali videti, ker na ezdravnik.si so objavljeni termini in okvirni termini, ki izhajajo iz teh očiščenih oziroma prečiščenih čakalnih seznamov. Imate kakšen podatek, koliko izvajalcev je do zdaj že vyčistilo seznam? Ja. Zdaj bi mogoče čisto malo dopolnila, pač s podelkom v bistvu začne veljati možnost, da take paciente briše iz čakalnega seznama. Tako da čisto iskreno povedano, pacienti bodo lahko z teh čakalnih seznamov šli po začetku veljavne uporabe tega zakona in pravilnika, kar pomeni, da mogoče ne bo tako hiter efekt, kot se bi tudi mi želeli. Ampak vsekakor pa tudi recimo primer zdravstvene organizacije, zato mora narediti pregled v bistvu tega pacienta. Seveda tudi ne moramo pričakovati, da bodo zdaj vse čakajoče na operacijo naslednjem tednu poklicali na ta pregled, ampak se bo to sproti kristaliziralo. Ko pač bodo lahko začeli delati, da bodo ugotovili, ali imajo soglasje s pacientom, ki čaka za operacijo, če se bo pacient poskušal večkrat prenaročiti, se bo lahko tudi to upoštevalo in tako naprej. Tako da tudi tukaj pač moramo biti ob vseh teh množici čakajočih pacientov malo bolj potrpežljivi, čeprav si seveda tudi želimo čim hitrejših učinkov. Nina? Pacienti dobivajo nekatere nove pravice, na primer pravico do izvida v 7 dneh. Kaj ne storijo, če se to ne zgodi, če na primer čakajo na izvid že 14 dni, kam ne se obrnejo? In pa še, kateri del zakona imamo zakonodaje, da največji zavedaj za izvajalce zdravljenja po trenutnih vaših opažanj, kaj je najtežje? V takem primeru govorimo o kršitvi pacientove pravice in to pomeni, da se uveljavljajo postopki, ki jih predvideva zakon o pacientovih pravicah. To je pomoč zastopnika pacientovih pravic, to je možnost prve obravnave pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, možnost neposrednega reševanja takoj ob kršitvi. Seveda so pa potem možnosti tudi prijave na nadzorne organe, tako so vsi tisti, ki sem jih prej navedla, od ministrstva, inšpektoratov, ZZZS. In pa še ta drugi del, kateri del bo največji zalogaj za izvajalce po vaših trenutnih opažanjih, kaj bo najtežje? Sigurno bo za njih izziv zelo trenutno se zorganizirati in v bistvu v relativno čim krajših rokih prečistiti te svoje čakalne sezname. To bo po mojem kar, ampak spet različno. Določeni izvajalci so to že naredili. Na prejšnji tiskovni konferenci smo imeli tudi 2 predstavnika javnih zdravstvenih zavodov, so tudi v bistvu že naredili. Tako da so to
bi rad začel samo sekundu, da se vrnem na prvo vprašanje, ki je kolegica Ljuba postavila, in sicer, kje se bodo poznali te skrajševalne vrste. Vi veste, da je obvezna popotnica za Ljubsko zelo hitro. Mi smo naredili ene simulacije in se pričakuje nekje okrog 18% nižji pritok pacientov na urgenco, kar je zelo pomembno. Te pacijenti, ki so prej vsi prihajali pod urgentno, to se pravi pod nujno na urgenco, teh 17% sigurno bo šlo v nekako prevalilo v tako imenovano specialistično ambulanto. In seveda približno toliko tudi pričakujemo, da bomo za to možnost očiščenja vrst, kar toliko jih je ljudi noter, in da bi obdržali nekje kvoto enako. To se pravi, ampak je treba vedeti, bo pa vsaj prišlo do realnih podatkov. Sedaj so podatki, s katerimi se operira, nerealni, in ko bodo te podatki realni, jaz pričakujem, da bo ministrstvo imelo prave podlage, da bo vedeli, v katero smer usmeriti barko. Ker sedaj lahko usmerijo tudi v področje, ki se samo napihnjena, in kasneje se bo pač ta denar dejansko pravilno usmerjal, in je to zelo pozitiven ukrep. Tretji segment, kjer bodo posegle čakalne vrste, so pa operacije. Pri operacijah bo največji doprinos temu, da se bo počistil vse tiste, ki niso hoteli priti in so odlašali določene operacije. Teh je ogromno, mi te smo morali držati na seznamu in primeti, in jaz pričakujem po naših analizah, ki smo naredili vsaj 12% je takih, ki jih bomo lahko zbrisali. Vprašanje je bilo, ali bo 21.1. zjutraj ob 6 uri, ne. Poglejte, to ni nekaj, kjer bi imeli mi 1000 ljudi, ki znajo delati, to so ljudje, ki so posebej specializirani, se vsaka napaka v zdravstvu se drago plača in mora biti vsaka zadeva pretehtena, in to pravijo ljudje, ki so posebej za to izšolani. Vi morate vedeti, da v našem klicnem centru imamo 8 ljudi, ki vsak dan 6 od 8 ure zjutraj do 1 ure tam počne, in imamo približno v bolnišnici 10.000 stikov, v kontaktu smo na telefoni z temi pacijenti. Če se to ureja, lahko dobite en vseh dela, ki ga je potrebno narediti. Če bo to narejeno, po mojem mišljenju, po mojem vedenju, do poletja, se pravi, bodo lahko imeli zelo dobra orodja, da bo višjih sredstev, pa manjih sredstev, pa višjih pacijentov, lahko ministrstvo zelo dobro skanalizirano, in bo to tudi bistvo te reforme oziroma te zgodbe, ki se bo dogajalo. Problemi pa, ki so bili vprašani, ali bomo naleteli na probleme pri uvajanju. Poglejte, kolega je povedal, mi smo začeli pri 3 leti in smo pričakovali take zadeve. Zakaj? Ker smo šli po svetu in te zadeve so po svetu čisto normalna zadeva. Naj vam povem, da smo bili v Španiji, kjer eno podjetje naroča za 10 bolnišnic. Zato se tudi hecati, ali bomo ali ne bomo, je smešno. To je stvar organizacije in procesov. In mi smo se teh procesov lotili pred 3 leti. To smo začeli v vodu, mi smo se lotili procese, uporabljamo informatiko uporabljamo zato, da smo lahko povečali obseg dela, da je približno enake število zaposlenih. Ker na koncu smo vse tiste nepotrebne storitve dali v elektronsko obliko, in to ni potrebno, treba vedeti. Včasih se je pacient naročil na pultu. Ko se je naročil na pult, je moral iti v ambulanto. V ambulanto mu je sestra povedala datum, kdaj bo imel pregled. Ko je bil pregled in potem šel nazaj na pult, da so mu dali točen datum, oziroma potrdili te datum. Datum, ko je bil pregled, je mogla iti nekdo v klet, iz arhiva vzeti karton, nes karton zdravniku. Ta pacient se je javil na šalterju, iz tega šalterja je šel v ambulanto, je prišel noter, je bilo potrebno s karton vzeti, pogledati, kasneje čakati za vse ostale zvide radiološke, kar je bilo, dati noter, prinesti nazaj na šalter, šalter je vgled. Vse to smo mi informatizirali, kar pomeni, smo vse te ljudi omaknili iz procesa in smo se posvetili zdravju. In lahko dali tudi ljudi, ki se ukvarjajo dejansko s kakovostjo pacijentov. Zato sem rekel v začetku, postavili smo pacijente na sredino in okoli njega gradimo zgodbo. In tukaj potem je zgodba, ki se dela. Je to čez noč? Ne. Mi smo porabili 3 leta, da smo prišli do tega rezultata, ki smo danes. In ocenjujemo, kot je kolega rekel, še približno 3 leta, da bo zadeva res tekla tako, kot je potrebno. Ni pa potrebno, da dosti filozofiramo, samo v tujino gremo, ker so to organizirali in se te zadeva gre. In ministrstvo na tem področju gre v pravo smer. Po mojem še prekrasno in premalo negrozno. Ali je ta možnost v Sloveniji, da so na čakalnem seznamu uvrščeni mrtvi pacienti? Mislim, v eni od bolnišnic je bilo to kar pogost
naročilo pacientov, za katere se dobi podatek, da je umrl, seveda mora pa zato izvajalec biti povezan s tem čakalnim seznamom, da seveda mora lahko te podatke narediti. Ne more pa čakati pri dveh različnih izvajalcih. Z isto napotnico, So številka gor. pač napotnica takoj, ko se izvede neko naročilo, prejde v status, da je nekaj upisano, to pomeni, da se ga mora upisati naprej. Pacienti seveda poskušajo s potrdilom o izdanih napotnici, jih pošiljajo na več naslovov, vendar pa velja tisti, ki prvi upiše pacienta, tisti je to napotnica zavedal za sebe. Če dobiš dve napotnici. Potem se seveda lahko upišeš v več čakalnih seznamov, to je res. Ampak seveda zakon tudi te dejansko take prepoveduje, kar pomeni, da bomo tudi take primere lahko zaznali. Če si na isto storitev pri več izvajalcih naročen naenkrat, to je napisano pač naslednje druge ali naslednje vrstitve se potem pišejo. Hvala lepa. Mislim, da so dovolj izčrpno predstaviti, potem najlepša hvala za udeležbo. Mi bomo v roku meseca dveh znova razpovediti in povedati, kaj smo ugotovili v prvem obdobju. Verjetno pa to tudi povedala zastopnica posebne posledic in direktor, da to trajalo do poletja, da bomo število zelo dobro tako. Hvala lepa. Vsi, ki ste dobili, ki ste danes tukaj, ste se postavili seznam, PowerPoint